Živijo, sem Jana Pristušek in spet smo skupaj. Danes sem premišljevala, ali naj povem nekaj o toksičnosti ali pa toksičnih osebah, ali naj povem nekaj o izgorelosti. In potem sem se odločila, da bom te dve zadevi kar združila in povedala nekaj o tem, kako smo mi lahko toksični sami do sebe. Toksičnost oziroma za toksično osebo označimo nekoga, ki nalašč nas ponižuje, nas razvrednoti, ki nas hoče psihično uničiti. Izgorelost je pa sindrom, je skupek stvari, zaradi katerih smo mi fizično tako oslabljeni, da ne moremo delovati. Vzrok je pa v psihični utrujenosti. Se pravi, tukaj je že neka rdeča nit. Gre za čustveno, gre za psihično utrujenost. Toksična oseba oziroma toksično delovanje pomeni, da nekdo nalašč nas hoče čustveno uničiti. Drug način je, da tega ne dela nalašč, ampak da se mu zdi, da mu to pripada, da ima to pravico, da je tako prav, da z neko prisilo nekaj doseže, da doseže nekaj s tem, ker se smili drugi osebi in bo s tem nekaj dobil. In kje je tukaj zdaj povezava z nami samimi oziroma z nekom, ki je izgorel? Delovna utrujenost je to, če mi veliko delamo in smo fizično utrujeni. Izgorelost je, če nas do fizične utrujenosti pripeljejo naši psihični procesi. Se pravi, med drugim tudi naše čustvovanje, naša prepričanja. In ko mi hodimo v službo, ko mi delamo doma, ko ustvarjamo odnose z drugimi ljudmi, kako mi delujemo, je vzrok v naši notranjosti, je vzrok v naših notranjih vsebinah. Te vsebine smo mi dobili iz preteklosti. In za te vsebine smo mi prepričani, da so prave oziroma da drugače ne more biti, oziroma če bi hoteli mi to spremeniti, ta sprememba se nam zdi pretežka. Torej mi ohranjamo tisto, kar je v nas in se trudimo, da bomo to vzdrževali in da bomo kos tem zahtevam, ki so v nas. Te zahteve so različne. Usmerjene so lahko v to, da smo v službi zelo uspešni. Primerjamo se lahko s sodelavkami, sodelavci, skrbimo za to, da je nadrejeni ali nadrejena, da sta zadovoljna, da bomo uspešni, delamo kariero, se trudimo, lahko imamo svoje podjetje in nas razni krediti, hipoteke, želja po uspehu, žene toliko naprej, da v bistvu začnemo pešati, si zaželimo, da tega ne bi tako delali, da ne bi bili tako obremenjeni. In takrat nastopijo te notranji vzorci in rečijo moraš, dokaži se, ker nisi dovolj dober, ne moreš spustiti, ne moreš popustiti. Vsi ste slišali stavek, da nikoli ne odnehaj. Ampak ni pa bilo pojasnjeno, v katerih primerih se lahko odneha, ali se sploh lahko odneha, oziroma ne odnehaj pomeni samo eno možnost, da nikoli ne odnehaj. Ampak veste, včasih je treba nekaj spustiti, zato da lahko začnemo nekaj drugega, bolj uspešnega, bolj prijetnega, bolj varnega, bolj mirnega, bolj ustreznega nam samim. Se pravi, ne odnehaj pomeni kaj?
da moraš z glavo riniti skozi zid, ali da takrat, ko se nam zdi, da nekaj ne gre, da to spustimo, ampak se preusmerimo nekam drugam in še vedno nadaljujemo. Ta neodnehaj je lahko zelo toksičen za osebo, ki ima slabšo samopodobo in ima prepričanje oziroma ima vzorec iz otroštva, da se mora neprestano dokazovati, da je vredna takrat, ko nekaj naredi, da si mora zaslužiti ljubezen, da si mora zaslužiti pozornost. Vredni smo zato, ker smo. In vredni ste zato, ker ste, in ne zato, kako izgledate, kaj delate, kako delate. Vrednost je naša osnovna prvina v nas. In na podlagi vrednosti mi lahko šele uspešno delamo naprej. In ne na način, da se moramo mi dokazovati sebi in drugim. Kaj ima to vezo z izgorelostjo? To, da nas ravno to, da se moramo mi dokazovati, da si moramo zaslužiti počitek, da si moramo zaslužiti ljubezen, da si moramo zaslužiti pozornost, da smo mi nagrajeni za nekaj, kar naredimo, ker drugače nam ne pripada. To so notranje vsebine, ki so vzrok izgorelosti. Vzrok izgorelosti ni to, da mi preveč delamo. Vzrok izgorelosti ni niti to, da imamo mi toksično osebo v nekem podjetju, v službi, na delovnem mestu, zaradi tega, ker mi to službo lahko zamenjamo. Zelo malo služb je, kjer se res ne da dobiti nekega drugega delovnega mesta. Vprašanje pa je, zakaj mi tega ne naredimo. Sej imamo 1000 odgovorov, zakaj. Pa ne bom rekla 1000, imamo 5. Ampak, a je teh 5 res tako resnih, da se res ne da? Če pogledamo, katere osebe so tiste, ki bodo po vsej verjetnosti slej ko prej izgorele oziroma prišle vsaj na prve stopnje izgorelosti, do te neskončne utrujenosti, kjer je čisto vse težko, kjer se je težko, ker je že zjutraj težko vstati, kjer je težko živeti čez dan in kjer je težko zaključiti dan in kjer pravzaprav po noči ne moš niti spočiti. To je to, da ljudje toliko neskončno zahtevamo od sebe. Včasih mi kdo reče, 20-25 let je že delam, pa nisem bila še niti enkrat na bolniški. In takrat se jaz vprašam, jo, kako to? 25 let si bila pa popolnoma zdrava. In reče, ja. In 25 let ti nisi imela nobenega prehlada, nobene take stvari, nobenih bolečin, da bi ti ostala doma, zato ker nisi mogla to službo. In reče, ja, ko sem jaz prehlajena, vzamem neko zdravilo, ali pa tudi ne, neko se pozdravim s čaji, pa grem v službo. Zato, ker ne morem pustiti kolegic na cedilu. Ko mi ugotovimo, da so najbolj nenadomestljivi, najhitreje nadomestljivi, takrat pridemo do enega velikega spoznanja. Jaz kadarkoli lahko ostanem doma, delovni proces, se bodo že znašli, delovni proces bo tekel naprej.
In to se je vedno znova in znova se pokazalo. Ampak tega oseba, ki je na poti v izgorelost, nima v sebi. Zadnje 2 leti je COVID in zadnje 2 leti se govori o tem, kako ostanimo doma, ohranimo distanco, zaradi tega, da ne prenašamo virus naprej. Ampak ni samo COVID. V 25 letih so bile tudi druge stvari. In res je, da je večina prehladov, da gre mimo grede skozi. Nimamo nekih posledic, ampak ne vemo, kaj ima druga oseba. In če okužimo drugo osebo, ima pa lahko hujše težave. Torej, mi ne hodimo v službo zato, da bomo mi drugim ljudem olajšali, da nas ne bodo nadomeščali. Ne hodimo zaradi tega, da bo delovni proces stekel, zato ker se bo neko podjetje sesulo samo vase, če nas en teden ne bo, ampak hodimo zaradi sebe. Zato, ker si ne zaslužimo, nismo dovolj bolni, da bi ostali doma. Nas ne zanimajo drugi ljudje. To si je včasih težko priznati. Mi hodimo v službo zato, da se bomo mi boljše počutili, ker se ne počutimo dobro, ko smo doma. In ko pride do izgorelosti, je taka oseba doma na bolniški. In ko jaz delam z njo in delamo te notranje procese, se v redu počuti, je odlično. Nima stisk, ni več tako utrujena, ampak čez 2-3 stavke pride stavek, moram nekaj narediti zdaj zase, šla bom na vrt, sprehajala se bom, pospravila bom stanovanje, itak imam se slikati celo goro, vsak dan bom lahko nekaj skuhala, spekla bom kruh, ki si ga že toliko časa želim, da bi redno pekla kruh doma. Pa se sprašam, čakaj malo, na bolniški si zaradi izgorelosti in ti boš skozi nekaj delala, zato ker ne znaš, ne moreš počivati. Sej izgorelost se ne reši tako, da se zelo veliko spi in počiva. Delno tudi. Ampak v tem spanju in počivanju je odvisno, kako se mi počutimo. In izgorela oseba se more počutiti zelo slabo, da bo dala mir, da se bo posvetila sebi. Zakaj? Zato, ker ima osnovo, kjer si ne zasluži, ker ni vredna. In ne glede na to, ali mi izgorimo zaradi nekih delovnih procesov, zaradi tega, ker hočemo v službi še in zato, ker imamo morda res toksično osebo v službi, ki to s pridom izkorišča, ampak odločitev je v nas. Mi smo lahko izgoreli zaradi odnosov doma v bližnji okolici, zaradi tega, ker se trudimo, ker hočemo biti dobra mama, hočemo biti dober starš, hočemo biti dobra žena, dober mož, dober sin, dobra hči, dober sosed, dober bratranec, dobra sestrična in se razdajamo na 1000 koncev. Zakaj? Zaradi tega, da bodo ljudje z nami zadovoljni, ker jih ne smemo razočarati, ker se bojimo njihovega odziva, ker če jaz že itak v sebi nisem dovolj vredna, če si ne zaslužim, če si moram jaz zaslužiti to, da sploh lahko živim, potem je treba najprej to predelati. Nič ne bo pomagalo, noben počitek, niti nobeno delo nas iz tega ne bo rešilo, ker se moramo mi obrniti vase. Izgorela oseba je absolutno 100% obrnjena navzven in pričakuje, da jo bodo drugi ljudje rešili, da ji bodo drugi ljudje dali veljavo, da ji bo druga oseba rekla, počivaj, spoči se, privošči si izlet,
preberi kakšno dobro knjigo. Ali pa samo gledaj televizijo. Saj lahko gledaš pol ure televizije na dan tudi v prazno. Lahko si sredi popoldneva privoščiš eno kavo ali pa en čaj. In niti treba skozi na vrt, niti treba skozi pred perilo, niti treba skozi nekaj delati, niti treba brisati prah, niti treba skozi gledati službenih mailov, niti treba skozi skrbeti, kaj si bodo drugi mislili, niti treba skozi skrbeti, kaj bodo drugi naredili, da ti bodo dali. Veste, tako kot se oblast ne da, ampak oblast se vzame, tako se vzame tudi pravico do tega, da mi počivamo. Mi vzamemo si pravico, da o sebi dobro mislimo. Sej tehtamo, sej poskušamo biti pravični, sej enkrat zanihamo na eno stran pa na drugo. Sej s tem ni nič narobe. Ampak problem je, če smo mi skozi na nekem robu. Na robu neustreznosti, na robu tega, da si ne zaslužimo. BIM metoda da zelo velik poudarek oziroma zelo velik poudarek ravno na tem, da zgradimo občutje varnosti in občutje vrednosti v sebi. Prednost BIM metode je to, da ko osvojite osnove, si potem lahko kadarkoli v življenju pomagate sami na različnih področjih. Naučim vas, z BIM metodo vas naučim to, da odstranite to, kar vas preganja, da odstranite strahove, skrbi, da pravzaprav ugotovite, kako se da lahko drugače živeti. Gre za to, da začutite tisti občutek, ki ga čuti večina izmed ljudi, ki imajo dovolj dobro samopodobo. In ko enkrat ta občutek ljudje začutijo, vedo, kaj želijo. Če pa tega do zdaj ljudje niso imeli, niti ne vedo, kaj iščejo. In ljudje mi rečejo, jaz ne vem, kako je živeti brez skrbi. Jaz ne vem, kako je živeti mirno, kako je, ko pravzaprav ne nosiš neke gore, neke skale na svojih ramenih, ko ne boli želodec. In prva zadeva je to, da jaz ljudem pokažem, kako se lahko drugače počuti. In potem je v nadaljevanju odvisno od osebe same, ali bo delala sama, ali bo delala z mojo pomočjo, ali si to sploh želi, ali bo raje živela tako, kot živi zdaj. Ljudje rečejo, zame je to prenaporno, ampak veste, 10-krat bolj ali pa 100-krat bolj naporno je živeti v neprestanem strahu, v neprestanem stresu, v neprestanih skrbeh. Mame želimo, da bojo naši otroci zdravi, uspešni, da jim bo lepo, da jim ne bo težko. In pritiskamo na njih. Ali pa jim bo vsem ustrežemo. Ampak ena in druga skrajnost nista pravi. Prava je neka srednja pot. In da to srednjo pot mi lahko dosežemo, moramo imeti stvari predelane v sebi. Mi lahko delamo takrat, ko nas ne silijo neka čustva, ko nas ne silijo neke čustvene energije v nekaj, ampak takrat, ko mi z razumom in čustvi najdemo pravo rešitev. In to lahko naredimo takrat, ko čustva niso premočna. Če so pa čustva premočna, pa povozijo razum. Torej, takrat, ko gremo mi v neko skrajnost, takrat, ko mi razdajamo sebe, takrat, ko mi živimo za druge ljudi, ko mi ne moremo
ne moremo spustiti službe, ko ne moremo nehati misliti na skrbi, takrat smo v neki skrajnosti. In prva stvar je, da iz te skrajnosti gremo ven. In to bi vam jaz rada dala. To možnost vam jaz ponujam, da se uravnovesite, da pridemo na sredino, kjer imamo možnost izbire. Ali se bomo bolj potrudili, ali bomo danes malo spustili, pa bomo drugič malo več naredili. Pomembno je v življenju, da imamo možnost izbire. Z močnimi čustvenimi energijami jo nimamo. In zato so močne čustvene energije lahko toksične in smo toksični sami do sebe. Mi sploh ne rabimo druge osebe. Mi smo dostikrat toksični sami do sebe. In namesto, da smo toksični, se imejmo radi, imejte se radi. Dajte si dovoliti spustiti skrbi. Vprašajte se, kako bi bilo, če bi lahko živeli notranje mirni, če bi lahko zaupali. Preberite na moji spletni strani kakšen članek, kakšen opis. Poglejte kakšen nov star video, naročite se na YouTube kanal, da ne zamudite naslednjih videov. Dovolite si biti tukaj in zdaj, ne v preteklosti, ne v prihodnosti. Pridite v Facebook skupino Čarobni odnos, pišite mi, vprašajte me in kmalu se spet vidimo in slišimo. In ne pozabite, vredni ste zato, ker ste in to je dovolj. Srečno!